Dobro, leko boš imel zrihtano premo, mi zvrcni, pa lahko začnemo. Bom jaz teraz tle teme napisal. Ok, dobro. Ala, zvrcni, ko boš. Jurček. Grem jaz zdaj teme napisati. Kaj bomo danes govorili je? Jure na dopustu s punčo. Šel tudi na dopust. Možda bi tudi imel punco. Amen, očeta in sina svetega duha. Amen. Prosim Bog, eno punčo bi rabu, eno tako lepo, lušno biondo, tako, ki ima en velik karakter, da je prijazna, da je taka elegantna, lušna, prijazna. Evo, čak, da si boš boljše predstavljal, evo, lej, ti narišem, evo, lej, tako. Tako luškan obrazek, lepe oči, nosek, usnice, morajo biti lepe, samo lahko lupčkali. Evo, lepi biond lasiki, karakter, postavca, umela, evo, tako ti je narišen z oblekco, da je elegantna, da štekaš, da je elegantna. Evo in, evo še štikle, štekaš, da je spremna za večerico. Eto. Viš, eno tako lušno biondo, evo. Še narisal sem ti, tako da prosim, Bog, prosim, eno res lušno biondo, tako kot sem ti narisal, prosim, hvala. Amen. Amen. Evo me, živijo. In, kako si? Ja? Dobro, nisem jaz mislil dobesedno, no ja, to je bil zdaj tipo pač plan, veš, eno tako, ampak v človeški obliki. Res pa da, gospodična zraven mene je lušna, ne, je taka, kot sem ti jo narisal, ampak, ni šlo, res sem mislil nekaj takega, ampak... Bo šlo. Dober dan. Dober dan. Kdo pa si ti? Ja, jaz sem tvoja punca. Kaj ti veš, kje si zdaj? Pri tebi? Mojem srcu. Ne, zdaj si na setu najboljšega podcasta v Sloveniji, Čalani podcast. Čaka mojega sovoditelja, je na dopustu, da si zrihta video opremo, da se čujemo, da posnajemo podcast. Ampak, dokler njega čakamo, se lahko zamotimo. Kaj, gremo delati podcast? Lahko bi ja ta čas mi dva posnela podcast, da predstavimo mojo punco svetu. Zdaj mislim, da prvič oba dva z Juretom imava punco, ki vedno je bil nekdo samski. Double date. O moj Bog! Jo! Ok, si za da posnajemo za en podcast, jaz sem ti. Lahko posnamemo en podcast, jaz in ti. Ok, dobro. Ok, čakaj, evo, zdaj moram najprej ploskniti, da lahko pol to naš editor uskladi. Ok. Čakaj. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast Slovenije, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanic, Jure se nam bo potem javil in zraven mene je moja punca. Dober dan. Živijo. Kako? Hvala, da sem lahko tukaj. Kako si, kaj? Ej, pa gre. Odkar sem bila ustvarjena, mislim, da je life dober. Čakaj. Koliko si stara? Dovolj. Slišali ste vse. Nema veze, če je bila ustvarjena par minut nazaj. Ustvarjena je bila Bog, ustvaril si jo 18+, je tako? Koliko ti treba? Ja. Si dovolj že zgrajena, da mislim, da si dovolj. 18+. Ne, rabim tle uradno. Koliko imaš let? 18+. Slišali ste vsi.
Dobro, lej, mi ponavadi začnemo naš podcast, tem da povemo malo, ko je bil naš teden. Dobro. Glede na to, da tvoj teden si začel danes. Pa zaenkrat, čakaj, zaenkrat, super. Moj teden je bil zanimiv, bil sem pri zobarju. Ful zanimiva stvar, mi je rekla zobarca, ko mi je tam neki mi je delala po zobih, je rekla, kdo je bila tvoja prejšnja zobozdravnica? Sem povedal, kje je bila in je rekla, veš, da vidim, da je bila ona. In sem rekel, kaj? In je rekla, dejansko zobozdravniki vidijo v ustih, kaj je njihovo delo in kaj ni njihovo delo in čigavo je to delo, ker dejansko se tako spoznajo in vidijo, kdo je kaj naredil. Dobro, kaj se tako podpišejo na mičkano? Ne, ampak tako legit, ne znam pojasniti, ampak tako, kako je nekaj narejeno, seveda čigavo je in pač vidiš takoj, da ni tvoje. Ful je hecno, ker shoutout Barberian, naš barber pač tudi vidi, kdo te je stril. Jaz sem bil enkrat pri enem drugem barberju, seveda v Barberian squadu, shoutout Luigi. In je rekel, da se vidi po fejdu, da mi je on delal, ker, ne vem, on ima neko rokico, on ima neko tehniko, ki se vidi, da ima on. Ja, pač ful je bilo dobro, ampak je rekel, vidim, kdo te je ustrigel po temu, kako je pofejdano. Tako ful crazy, da folk v svojem špohu vidi, takoj opazi, kdo je kaj delal. Sem to verjetno isto kot z umetnostjo. Mislim pač, imaš slikarje, ki imajo tebe brush stroke in je isto. A to se res poznal, kaj? Ja. Ti lahko vidiš slikarje, kako vleč čopič. Ja. Pa kaj ni, da pač čopič vlečeš? Jaz sem to mislila. Ampak pa je ne. Smer in koliko pritisne ali nekaj. Ne bi vedela. Daj. Sem mogel nesti na pošto pogodbo za eno sodelovanje. Veš, koliko stane znamka? Koliko? Ugibaj. Štreljeno cifro. Ko včasih bilo 50 centov? Štreljeno cifro. 50 centov. Ne, ustreliš eno cifro. Euro? Fucking euro 20, ena fucking znamka, kaj me ti zajebavaš? Ena znamka je 1,20 euro. Brioš je ceneje, slanik v pekar je ceneje, štruca kruha je ceneje, ko fucking znamka. Neka mala nalepka, ki jo moraš dati na pošiljko. Pazi to. Pazim. Moraš dati neko nalepko na paket, pošto, kuverto, pošiljko v njihovi mreži pošiljenja. Štekaš. To pošta rabi med sabo. In po niti ne dobiš nazaj pošte. Ali pa je dobiš nazaj in si plačal za brez veze. Euro fucking 20 pošta Slovenija. What the fuck? Hashtag naredimo znamke ceneje. Tako da, legit, to je bilo tako crazy. Ne vem. Kakšen scam? To je full scam. Euro fucking 20. Pač včasih so bili legit 50 centov. Ma niti 50 centov niso bili včasih. Ne, to sem pretiravala. Ne, ma res so bile poceni. Pač to so bile ureto drage. Euro fucking 20. V glavnem, da gremo malo na spicy stvari, na Naju, ki zdaj imam punco. Moj bok, jaz smo zdaj punca. Ja, živja. V glavnem, moram te prašati, ne skrbi, najprej te bom peljal na večerjo, en lep zmenek. Kakšen gentleman, fuck. Kam bi rada šla na zmenek? Neki pojest in kakšno vinčke za spit. Tako malo fancy, ker sem jih oblečena že fancy. Ok, glamour, mis glamour, ok. Mislim, veš, če sem že oblečena za to, še peli. Zdaj to je trik, ne? Naredil sem te preveč elegantno in moram te peljati neko elegantno okolje. Neki ponavadi, dečki, poslušajte, ne pelješ punco na prvem dejtu v nekaj elegantnega, ker pol je lahko gold diggerka. Kaj si ti gold diggerka? Nisem. Zakaj si sploh z mano, je vprašanje. Razen tega, da si mi narisal? Mislim, razen tega, da si super? Stop, tiš. Ne, v glavnem, dobro, večerja. Večerja, vinček, dobro. Kakšna svečka, 2, tako na mizi. Okay, všeč mi je. Malo vzdušje. Všeč mi je, ki je, jaz sem tak romantik po duši, tako da bomo zrihtali. To se da. Evo, zdaj rečemo, večerja je bila uspešna.
bilo uspešno. Se začnejo malo lupčkati, zdaj smo fant in punca. In potem, ne, gremo do naslednje stopnje. Samo mene zdaj zanima, ne, pa me kar prekini, če bom vprašal kaj preveč osebnega. Povej. Kaj imaš ti tam spodaj, kaj? Misliš oblekico? Ja, ima pod oblekico. Tle, imaš kaj? Čevlje? Ne, tle. Zato, ki jaz pač nisem nič narisal, ne? Jaz sem narisal obleko, ampak... Mislim, tako je, kot si narisal. Ampak pol spodaj... Ne vem, kaj si narisal, kaj nisi narisal? Ja, narisal sem obleko, nisem narisal, kaj je spodaj. Lej, se bom pustil presenetiti. Lahko se pustimo presenetiti. Tudi jaz še nisem pogledala točno, kaj je spodaj. Dobro, ne, že tle na kameri pogledati. Dobro. Bom molil Boga, da je to upošteval, da je bil moj član in je to zrihtal. Pa, pardon, če je preveč vulgarno, ampak more biti tudi to v zvezi, veš, ne moreš samo gledati. Ej, pa zveza je ful odvisna od tega. Če ne, lej, bomo narisali. Bomo narisali. S kakšnim unim markerjem ali pa nekaj, če ne drugega, ne? Že lahko narišem dejansko tako, kakšno pač hočem, tako veš uno. Ja. Pomeri. Tako po želji. Ampak a je važno, kakšna je? Je razlika? Mislim, samo da je buža. Pol si pa privošči. Torej, če ti jaz ne narišem menstra, ti pač nimaš menstra. Kaj pa je menstra? Hvala, I love you, hvala, o moj Bog, hvala. V glavnem, dobro, da ne bomo bili samo perverzni, ne. Dobro. Kira so po tvojem top 3 sadja? Top 3 sadja? Ja. Ok, jabka, ker pač klasika. Vidiš, ampak kaj je res to top 3? Ne, mislim ne po okusu. Tako nikoli nisem, fakt, da bi pasala jabka. No, sej to. Zato pravi tako, top 3 sadja. Če mene prašaš, mandarine so tam gor nekje. Ok, ampak une malo bolj kiselkaste. Tako na začetku, ko so še... What? Ne, mora biti sladka. Ne, ma ne preveč. Tako. Ma ne uno kislo, samo tako malo, da je sočna. Dobro, hvala Bog. Pri koncu sezone, ki je že suha. Nasprotja se privlačijo. Zato smo skupaj, ne. Okay, mislim, dobro. če hočeš, da spremenim mnenje, lahko spremenim mnenje. Ne. Moraš biti samostojna ženska, taki so mi všeč. Samo zavest samostojna. Ne rabim jaz iti le copate. Copate so za na noge. Ta druga najljubša? Mandarine, ne bom rekel, da so prve, ampak top 3. Top 3 je sigurno. Veš ono, neko sadje reči, fakt, zdaj banana, jaz rečem banana. Ne vem, banana, dobro, lejo ti porednica, kaj je bil zdaj ta neki drti? Nič. Akim banana je... Ti povem kasneje. Banana je banan. Ne, pač, ne, meni je dobra banana, meni zapaše večkrat banana, da rečem... Jaz bi banano, ja. Eno banano v usta. Ja. Ja, paše. Pa še ne... God damn, ne. Hvala Bog. Hvala. Ne, tako ki ima humor, to sem si tudi želel. Dobro je, hvala. Ampak kaj je še eno tako? Da res rečeš... V top 3 mora biti 3 sadja, ja. Da rečeš, toga benga. Tako ne jagode. Ampak mogoče gozdne jagode. Jagode, ta je dobra, veš. Samo jagode, to je sezonsko, ne? To ne moraš non-stop. Ja. Top 3 sadje, da res rečeš, da ga benga, jaz bom rekel mandarina. Mandarina je po moje na drugem mestu samo zato, ker moraš lupiti ono belo dajati dol. Samo zaradi ne moraš nitk. Ja, kaj te so še te nitke bele? Mislim, jih ne bom šla odstranjevati. Res ne? Če so tam z razlogom. O moj Bog, she crazy. Bog jih je vse dal tja z razlogom. She crazy. Ma ne šlo po mandarine pol ure. Pa da poješ samo uno to najboljše. A ti ješ samo najboljše? Ja, valjda. What? Uno belo ima nek okus. Ne moraš dati stran. Napište v komentar, če vi na mandarinah in pomaranček dajete uno belo stran. To moraš dati stran. Lej, draga moja,
Ko ti bom olupil mandarino, ti bom dal vso ta belo stran. Ej, če mi In bo nekdo šele drug kaj olupi sadje, to je tako, ok, cute. Zate vse srce. Zate vse. Okay, Zate vse. dobra. Kaj bi dali na prvo mesto? Češnjega bengaja, ne? Samo moja pa te koščice, ki moraš pol nekam še... O, ne, okej. Članka moja. Lubenica, ne me jebat. In lahko jo uporabiš za karkoli. Lubenica, okej, lubenica. Lubenica, ja. Ampak lubenica kot tako naj sadje ali naj sadja poleti? Ne, overall, stari, lubenica, po moje, ja, Okay. po moje, evo, lubenica, mandarina in meni tretjo banane. Zdaj vem, kaj dobiš za rojstni dan. Upam, da kaj več kot samo eno lubenico. Lubenici. Upam, da dobim lubenico in tvoje melone. Upam, da je bil to badumcu, nimam slušalk, to ima ponavadi Jure. Sem študiral, ful je smešno, da rečemo, da tišino slišimo. Ker pač tišine ni. Kako lahko čuješ, če ni? Štekaš. Fak, sem res. Veš, in pol sem ja študiral, mi dejansko... Samo, kaj pa oni, ko so gluhi? Oni nič ne slišijo. Ok, oni slišijo tišino. Ne slišijo nič. Torej, teoretično pol gluhi slišijo. Ker slišijo tišino. A veš. Ko? Hvala Bog, še pametna je. Ne, dejansko. Glej, jaz sem cel paket. Lovke? Cel paket. Jaz sem se zaljubil. Ok, evo, zdaj, dečki, poslušajte, kako osvajati punco. Zdaj te bo malo bom flirtal s tabo. Lahko malo flirtam s tabo. Seveda, saj sem tvoja punca. Ok. Vidiš vse te ring lighte v studiu. Vidim. Tvoje očke se bolj svetijo. Ok, vidiš, fantje, pogledaj ste v okolju, kjer ste s punco in tako na umi ste en kompliment, ki naprimer, ne vem, tvoje oči so ko zvezde, član notri smo, zvezd se sploh ne vidi. Če si odzunaj na nekem nočnem zmenku, ok, ja, ampak štekaš, moraš pogledati, kje si in okrog tega pol narediti kompliment za punco. Evo, naprimer, in tako pogledaš, kaj ima še. Ok. Ti si kot naša vtičnica. Tudi ko boš stara, te ne bom zamenjal. Oh! I'm back, baby! Ok. Dobro. Ejo. Taladora. Vidiš, fantje, pogledaj to kolje in neki na tematiko okrog vas napeljati na njo. Ok, imaš ti kakšno vprašanje zame? Kako to, da si me narisal tako, kot si me? Kaj te navdihnilo? Mislim, ker sem nastala zaradi tebe, tako da veš. Kako? Ja, še pač taka klasična punca, nič posebnega. Mislim, ne, da ti nisi nič posebnega, ne, pač pravim. Vsak dan jo dekle, 2 roke, 2 noge, 1 usta. Nič posebnega, klasično. Ni da sem imel kakšne specifične želje. Ok. Je bilo bolj tako, pač, joj, bog, jaz bi imel eno punčo, eno prijazno, simpatično punčo. Nič drugega. Ok, to je lepo slišati. Tako da ja. No, sem vesela. Ker včasih gledajo samo zunanjost. Pol je lepo malo tako, veš. Ne. Videti, da nekdo se tako zanima za te osebnost. Po pravici povedano, meni je zunanjost zadnja stvar, ki jo pogledam. Važno je, kar je na notri. Fak si lušna, ne moram reči, da si lušna. Kaj, medtem, ko čakamo na tvojega prijatelja, da pokliče, mislim... Ja? Moram vzeti sabo kemik, da narišem, kar jaz rabim. Tako da, ja,
pa lahko bi še zmeli, itega čakam, tako da po moje, klicev mi še ni, tako da... Ja. Pridemo nazaj po pipu. Ja? A si pripravljen za snemat, lahko gremo snemat. Dobro, evo, jaz imam teme. Ok, dobro, lahko gremo snemat. Ja, bomo pohiteli, razumem, da je pozno pri tebi. Ok, dobro. Ajde, evo te zdaj pokličem na FaceTime. Ok, ajde, au. Moram se zdaj javiti mojemu sovoditelju, kog bloker! Torej nič danes? Potem, po podcastu, veš kaj, fantje, lejte. Tudi ko imate eno tako petardo zraven vas, evo še eno. Ej, punca, nisem vedel, da je že novo leto. Reči, zakaj? Zakaj? Ker so odzunaj take petarde. Ejo! V glavnem, fanti, tudi ko imaš tako petardo zraven, in ko vas vabi, moraš reči, ne, draga, potem, ker imam delo za voditi najboljši podcast v Sloveniji in zdaj ga gremo odvoditi. Tako da prosim, doli seta. Hvala. In zdaj bom jaz poklical Jureta. Tako da grem jaz zdaj zvrčiti Juretu in nadaljujemo jaz in Jure. Hvala, draga, ki si bila z mano. Hvala. Dober dan, Jure. Kako smo? Si dobro? Dobro sem, dobro. Kaj lepega počneš? Jaz sem super. Kako si ti? Kje si? Nič, še vedno sem na Kolanti, ne moram se rešiti tega dežja. Ojoj. Zaprti smo tle v apartmaju, več ali manj, nič posebnega se ne dogaja, ampak še vedno neke aktivnosti smo že uspeli kljub vsemu narediti. Seks, poleg seksa, kaj ste kaj delali? Nič, imam par napisanih stvari, bili smo v Narodnem parku, tle na Kolanti. Opala, ko je bilo? Lušno me je nek tak zapuščen svetilnik, sicer v dan sem bil jaz ful slabo, bolelo me je ful grlo, ful sem bil bogi. Tako da ja, smo šli samo en kratek obhod in je bilo še fajn v dan v bistvu, da ko sem prišel v park, sem videl, da mi je počela guma. Na motorju? Ja. Ok. Tako da sem imel počeno gumo od motorja. In pol smo mogli iti iskat mehanika. Čakaj, na motorju, če ti poče guma, kaj narediš? Kar se je zgodilo je, da čim pridem jaz v park, se je čudno motor neki vozil. V bistvu je bilo tako, neke čudne glasove je spuščal in jaz sem čutil, da nekaj ne štima in pol se ustavim in pač primem gumo in bila pač mehka, ne. In kaj se naredi, jaz sem prišel tam, kaj veste, ki je kakšen, ki popravlja pneumatike in so mi rekli, ja, 6 km nazaj ima en tipo shop. In grem 6 km nazaj z motorjem, s počeno gumo. Ama, motor še lahko gre s počeno gumo počasi? Ja, se je spuščala, pač zrak je šel počasi ven, ni bila še čisto prazna. Ok. In pridem tega shopa, lepo, nič, vprašam, kako pride, rekel 160 vahtov, to je 5 evrov, približno, malo manj. In je v bistvu gumo, imel sem notri tak vijak, se mi je notri prebil, ga je spulil ven in pol je vzel tak, besedno, ko neka gumica in lepilo daš in to notri tako zabiješ in pol to drži, nekako zrak notri. To je pač kar trajno popravilo. Ok, forte. In v bistvu sem si ga popravil. In nič, pa smo šli nazaj v ta park. In nič, videli smo ene ful zanimive živalce, ki v bistvu, ko neki majhni rakci, ki delajo majhne kuglice iz peska. Tako polna plaža, ti bom postavil sliko, je v bistvu teh kuglic iz peska narejenih. In kaj samo pač kotalijo pesek? Ne, pač tako je luknica, kjer on živi
in okoli so tako, je, ne vem, na stotine teh majhnih kuglic iz peska. In prvi sem gledal enega, ko dejansko je z rokicami delal te kuglice in jih postavil. Pač ne vem, kaj je fora, nisem razumel, zakaj to delajo. Ok, smeh. Ampak zanimivo, zakaj bi to nekdo delal, pač kot žival, pač kuglice iz peska, mičkena. No. Ok, smeh. Kaj smo še videli? Smo videli eno opico, ful zanimivo, celo črno z belimi očmi okoli, tako bele. Ne? In, Je bila to panda? Ne, ni bila panda, je bila opica. V tem parku nič takega še, no, v bistvu nekako to je to. Ja, nič posebnega bi rekel, no. Pa cel ta tvoj trip, vedno, ko te vprašam, kamorkoli greš, pa ja, pa nič posebnega. Šlam bac v 5 uri, da prije nazaj z pa nič posebnega. Ja, gled, kaj da ti rečem, pač pride taka situacija, ko gre stvari po zlu, ne. Dobro, pol, kaj je bilo kaj še zanimivega? Nič, en dan smo šli igrati biljard. Opala. Wow, crazy. To je to. Si zmagal, kaj? Ja, sem zmagal. Pol, kaj se je še zgodilo? Član šel na drugo stran sveta igrati biljard. Menili smo hotel, nič takega. Nič. In dejansko smo našli en spot, ki smo že se stalno vozimo po istih poteh. Vedno so opice na istem mestu in grejo čez cesto in se tam družijo. In je vedno tako res dosti opic. In smo se prej ustavili in tam so bile ful luškane, take mičkane. Ja, cute. To je bilo lepo zavideti. Kaj se še dogajalo? Dejansko iz te hotelske sobe vidimo slone. Tle ima en park za slone, zraven vidimo slone iz sobe. Kaj hudo, ja. Ok. Moraš poslati eno slikco, pol. Moraš poslati slikco, dej. Bom poslal sliko, ja. Tako da ja, lej, več ali manj, to zadnji en tednu ni se zgodilo dosti, no, tako bom rekel. Da je malo feeling, da zdaj smo malo slabe volje, tako, zato ker je stalno isto, nimamo se kam dati. Ampak kar sem naredil je to, da sem zablokiral, pač, ja, zdaj se je zgodilo to, da bi mogli čez en otok na Kolipe, ampak bo grdo vreme še naslednjih 10 dni. Tako da sem probal skenslati, ampak sem plačal 250 € za 7 noči. Ampak mi ne bojo vrnili denarja, tako da bom zgubil malo denarja. Dobro, ampak glej. To ni problema, ker si entrepreneur, to si naredil v 1 uri nazaj, dobro. In pač ja, v bistvu sem podal ful poceni letalsko karto iz tega letališča v Bangkok za enih $100, $120 za oba. Torej, kaj zdaj greš nazaj v Bangkok? Nazaj v Bangkok in ne vem kaj bomo. Mogoče gremo na en otok, ki je ful sonce, tam blizu Bangkoka. Mogoče bomo v Bangkoku. Člani lovijo sonce. Vse da lovimo sonce, ker tle res grozno. No. Pač vsi se pritožujejo, pač ko gledaš kakšen TikTok, vsi govorijo, kako je grozno. Jure, če si za lahko odpremo debato, včeraj sva se pogovarjala, kaj pomeni, ko rečeš, da prisežeš na mamo, ne? Kaj ti se tega držiš, ko se kaj zajebavaš, kaj lažeš in ti nekdo reče, priseži na mamo in rečeš, prisežem na mamo. Se tega držiš ali ne? Ta prisežem na mamo je tak zanimiv koncept, bi jaz rekel. Jaz se ga držim, meni je to svetsko. To je tako nenapisano pravilo, ki jaz se ga držim. Pač ne rečeš majke mi, če res ne misliš. In tako sigurno vedno nekoga dobiš na bullshitu. Ni prav, da vedno izkoriščaš, ki polih takoj dobiš, ko ti lažejo, ampak jaz se ga držim. Jaz še nikoli nisem rekel na mamo majke mi, brez da pač nisem povedal resnice. Ja, ful je odvisno, koliko imaš rad svojo mamo, bi rekel, no. Ti jo imaš rad? Ja, pač. Če imaš mamo ful rad, pač ne boš rekel prisežem na mamo in lagal. No, mislim pač, jaz verjamem take stvari. Kaj, če se zlažeš in prisežeš na mamo, pol ti pa je po stopnicah mona, da je vija. Ne, pač jaz mislim samo, da je bolj, kako bi rekel, koncept je pač, ne, če ti rečeš prisežeš na mamo in se lažeš, je tako, sam veš, da delaš narobe, nimaš dobrega občutka. Mislim, veš, to ti pove, kakšen slab človek je nekdo, ki to reče, ker nima nobenih principov v lifeu. Pač veš, da lažeš na mamo, stari. Mislim, ki se Jure, to smo začeli včeraj debato, ki jaz in ti imamo eno prijateljco, ki pač ona reče, prisežem na mamo, ampak se laže. Meni je to nedopustno, stari. To se ne moremo iti tako. To je zlorabljanje sistema.
Sistema, ki smo ga kot družba postavili, tako v tišini in vsi se ga držimo. In če se lažeš, ko rečeš majke mi, to je res zloraba sistema. To ni fair, stari. Ja, ne vem, ti si rekel, kdaj prisežeš na mamo in nisi res to resno. Ne, nikoli. Torej, tebi lahko vedno človek dobi, če laže, če rečeš prisežeš na mamo. Ja. Sem pa mogoče, zdaj ki študiram, kaj ti si imel te fore, tipo prekrižaš prste in to. Ja, dobro, ampak to je veš tekaš. Ja, To je spet. Ne, pač, če me nekdo kola out moj bullshit in mi reče, da reče majke mi pač. Sem prekrižal prste na nogah v čevljih. Ja, mislim, ta ne velja, ta lih ne velja, ne, ampak, ne, če rečeš majke mi, moraš pač povedati resnico. Ne moraš lagati. Mislim, verjetno dosti ljudi, ki pač, veš, če računaš samo na to, da je to resnica, pol te lahko vsak nategne, ne? Mislim, pač low-key to je tako, po lestvici, najhujši so pač pedofili morilci, pol so oni, ki rečejo majke mi in pač se lažejo in pol so oni, ki kradejo. Ki pač, sorry, unemu daš svoje zaupanje. Oni ti vsaj ukrade in pač ti ukrade. Bolj ga džoko, stari, nima upravka. Ampak da te nekdo gleda v faco, stari, in ti reče majke mi in se ti laže. Ne, to je zločin, stari. Ja, samo te, če to računaš, da oni, ki reče majke mi vedno govori resnico, pol te lahko vsak tebe obrne, ne? Ja, pa se je prav tako. Zato smo postavili kot družba ta sistem, da se čekiramo, da smo in ček. Okay, ampak zakaj bi pa sploh lagal, mislim, pač, veš, zakaj ljudje sploh lažemo? Ja, zdaj pa je odvisno, kako dobro lažeš. Če jaz lažem slabo in ti posumiš, da lažem, mi pa rečeš majke mi in pol pač moram povedati resnico. Če pa jaz dobro lažem, ne pride do tega, da mi boš ti rekel reči majke mi, ki mi boš verjel. Ja, ampak če ti rečeš, Jure, zaslužil sem 1 milijon evrov včeraj, pač on ti rekel, kaj majke mi, ti boš rekel, ne, lažem se. Veš, kaj mislim? Ma dobro, se ne rečeš neko tako. Mislim, več ne bom ti rekel, Jure, dobil sem včeraj na tlek 1 milijon evrov, ampak če ti zdaj jaz naredim tako ne hardcore plan in čez dneve in tedne ti dropam neke moje biznise, kaj delam, razvijem to laž, da mogoče mi boš verjel, ne, en dan, včeraj se naredil milijončka. Veš, to v bistvu, kako dobro lažeš, je to samo. Veš, in to je pol una tehnica univerzalna, ker te res mojstrske lažnivce utihneš tem majkemi, ne? In če nisi dober laživc, te dobijo. Če pa si, jebat ga si zmagal. Jaz se ga stavim, da ful ljudi, ko je neka orange situacija, če mi rečeš majkemi, ti bo rekel majkemi, čeprav ne misli. Kaj misliš, da to bi mogli na sodišču začeti uporabljati? To se imaš na začetku, imaš ponovadi v Biblijo. Ja, in moraš zaprisest, ne? Ja. Ki reče, da priseže pred Bogom, da govori samo resnica in resnica. Ja. Zdaj, veš, tudi na sodišču lažejo. Pizda, ne? Veš. Najboljša mi je bila tista, kaj je že bila, ki je bil Young Tak, ki ga je rešil pushing sodišče. Pushing P pomeni pushing positivity. Ja. Pač tekaš, kaj to je laž, zdaj človek se vpraša, ne? Jaz mislim, da je laž, ne? Mislim, to je taka laž. Mislim, ta laž ne škoduje nobenmu, ampak dela dobro enemu drugemu, brez da škoduje komu drugemu, veš. Če se jaz lažem, da sebi pomagam, brez da zajebem nekoga drugega, pač to so take luškane laži. Še vedno so laži, ma take, veš, malo nedolžne laži. Razlika je med belo lažijo in lažijo, ne? Ja, sej to, ne? Če pa se zdaj jaz neki lažem, da še nekoga drugega zajebim, ja, to pa je hardcore težka laž, ne? In v tem sistemu teh laži mora priče uni majkemi, stari, da to zbalansira. Stari, če bi bilo vse tako enostavno, kaj misliš? Ja, ne vem. Ne vem, recimo, kaj misliš, da enki ti bo ropal za 1 milijon evrov, en ti bo ukradil 500 evrov z denarnice, boš rekel, majke mi misli ti vzeno, in ti bo rekel, ja, ne, dobil si me. Ja, mislim, če bi bil fair, ne bi pač rekel, jebat ga. Če bi bil fair, ne bi v štartu že kradil sploh. To je tudi res, ne, ampak, lej, če se reče majke mi in v bistvu se mi laže, pa če res verjamem, neka slaba karma se mu bo zgodila njemu in njegovi mami. Ja, si sam, to moraš moraš mu še reči, lej, to zdaj pomeni, da tvoja mama bo v problemih zaradi tebe. Ja, moraš tako, da pač še vedeti. In lih to je ta čar majke mi, ki ne da slabo karmo tebi, ampak nekomu, ki ga imaš rad.
In zato je ta majka mi tako powerful, zato je nasprotje tej laži. Pač, oni, ki se to zmislil, stari, to je bilo zanimivo za pogled, dosti izmislil majki. Kaj misliš, da bi bil svet boljši, če bi vsi govorili samo resnico? Ne. Ne. Ki pač ene stvari ne rabijo lih vsi vedeti, ne? In ne škoduje nobenemu, če pač nekdo nekaj ne ve. Zanimivo, da bi vsi govorili resnico, ali pa da bi mogli vsi povedati celotno resnico, ne samo delno. O, to. Veš, da te vprašam, moraš povedati vse po resnici, ne smem, moraš samo povedati en del in dati ven tisto, kar ti ni všeč. Ampak po moje bi se ful razvili jezikovno kot družba. Bi tako znali boljše opisati situacijo, brez da opišeš situacijo. Pač jaz sem to enkrat naredil moji mami, spomnim leta nazaj, me je klicala, sem pred blokom, pridi mi pomagati nositi špežo. In jaz sem pač lik si brisal roki, sem bil v kopalnici, ne? In sem rekel, ful se mi ni dalo idol, sem rekel, mama, lik sem v WC-ju, kliči tata. Ona je s tem sklepala, da jaz skakam, ne, jaz nimam zdaj časa in ona klicala starega in moj tata šel dol pomagati. Sem se zlagal ali se nisem v tej situaciji? Veš, pač ni zdaj to moj problem, da ona pač mislila s tem, ko sem rekel, da sem v WC-ju, da pač kakam. Veš, jaz si nisem rekel, jaz skakam. Jaz sem rekel, sem v WC-ju, ona je s tem ga sklepala, ne neki. In je zdaj to laž ali ni to laž? Ja. V bistvu je delna, je pač v bistvu... Jaz nisem povedal nič kot resnica. To je v bistvu nekako zavajanje, mogoče. Kaj, sem se kaj zlagal? Sudja, sem se kaj zlagal? Si izkoristil neko splošno, kako bi rekel... Izkoristil, veš. Izkoristil si zaupanje, evo, tako bomo rekli. Kaj sem se kaj zlagal? Zakaj bi bilo to zaupanje? Ne, zaupanje, zato ker pač v bistvu tvoja mama tebi zaupa, da ti nje ne lažeš in da imaš res neko pač si mogel biti na WC-ju, ne? Si pa bil na WC-ju in ti si pač se zlagal. Ti si v bistvu izkoristil, ko bi rekli... Splošno znanje in predvidevanje sebi v prid. Ja, ne vem, kakorkoli obrneš, ne, zdaj. Lej. To je spet delna resnica. To je celotna resnica, ni da sem kaj izpustil. Ne. Ti mogo reči, sem v WC-ju, ampak stojim, lahko bi prišel dol pomagati. Ja, ne, to je res. Torej si povedal delno resnico. Ki me je vprašala, kje si v WC-ju, ne? Ja, ste mislili, da pač kaka, veš, ni da je bilo laži. Tle po moje je stari odvetnik me spasi, lej. Tle je odvetnik po moje me spasi. Ja, se pač, se ni bilo velikega kaznivega dejanja, nekaj ne, tako da. Ampak veš, če bi moja mama to zdaj vzela na sodišče, lej, odvetnik me spasi. Jaz se nisem nič slagal. Pač najbolj smešno je bilo, ki sem slišal pol mojega starega na hodniku. Zakaj sem naredil sina, da moram jaz nositi? Sej, najbolj ljubkovalno me on in stric kličejo, pač stric svoje sine, moj tata mene poceni delovna sila. Ja, vse, da bi bil poceni ti. Bič, jaz sem zelo poceni delovna sila. Praktično samo pač streho nad glavo mi daš in za jest. In to je to. Ja. Imam idejo za naslednji video, povejte, če nam je všeč, da grem v 7-Eleven in kupim neke čudne produkte, ki jih prodajajo, pa da jih testiram, pa da jih provam. To je bilo smeh. Ok. Si že proval kaj takega crazy? Ma sem proval vse živo. Jaz si tako dam vse v usta, kar najdem. Ejo. Probal sem neko čudno marmelado, probal sem neke čudne sladice. Dejansko se mi zdi, da sem se malo razredil. Buco. Ki nič ne treniram. Ampak ja, to bi naredil lahko naslednji video, recimo. To je zanimivo za naslednji podcast. Ok, hudo. Ok, zdaj ena situacija se je zgodila, tle rabim kot moj kolega pač tvoje mnenje, ne. Imam kolegico. Ta kolegica je imela en dogodek, ne. In po temu dogodku jaz peljem njeno kolegico domov, ki smo šli v isto smer.
ti me poznaš, Jure, jaz sem šaljivec, ne? In sigurno sem ustrelil kakšno tako glupo in če me ne poznaš, mogoče predvidevam, da nisi razumel, da se šalim. V glavnem, ta moja kolegica se je odmaknila od mene, ne? Tako, čisto me ghostnila. In tako, what fuck, koša, kaj se dogaja, zakaj, ni mi odvračala klicov, SMS-ov, nič. In zdaj končno sem jo dobil na telefon in sem rekel, dobro, kaj pizda, mi dva imamo frke, koša. In rekla, ja, ona kolegica, ki se je upeljal domov, mi je rekla, da ti si rekel, da jaz ful palim nate. Torej, da ta moja kolegica je kao ful zaljubljena neki v mene. In zato se je umaknila, da ne bi bilo kakšnih feelingov ali kakšne drame ali kaj. In sem rekel, prvič, fiks sem se zabal, what the fuck, pač poznamo se več kot pol leta, ne mi jeba, če bi bilo kaj med nami, bi že bilo se, jaz sem te povabil na zmenek, what the fuck, lej, smo dobri frendi. Ampak meni je bilo samo tako, zakaj bi se ona umaknila, če jaz sem bil mnenja, da ona pali na me. Eno je, da bi jaz palil na njo, kao, in da se ona pol umakne. Ampak zakaj bi se umaknila, če jaz sem kao govoril o koliki, pač nisem, da ona pali na me. Ne, mogoče samo ni bilo do tebe. Pa je to izkoristila nekako. Ne, zdaj smo ti fucking šupak, zdaj smo dobri prijatelji. Spet sem jo poslal kurac, ona se je nasmejala in smo to razčistili. Ampak ja, se mi je ful zdelo tako, what the fuck, prvič je rekla, ja, nisi hotela dela drame, s tem, da pač meni nisi nič rekla, si delala fucking dramo, pač veš, komod bi lahko tako 5 minut bi razčistili, lol. In drugič, res mi ni šlo v glavo, zakaj? Veš, Ja. Veš, ki jaz ni, da sem rekel, dobro, sej ti, če si to mislila in si izvedla, kaj sem jaz kdajkoli kaj ektal na te. Veš, sem prav narediti kakšen move. Ne. Torej, veš, what? Ne vem, ti speš si zajebat kolegice, brez da jih sploh pecaš. Pižda, ne? A tej ne moreš med kolegic, moški si šil. Lahko imaš kolegice. Ja, mislim, dobro, ti imaš zdaj punco in te ne dovoli med kolegic, tako da ajde, razumem tvoj vidik, ne? Predtem jaz se spomnim, koliko kolegic si ti imel, koliko radi smo se družili vsi. Zdaj smo te razgubili v naši družbi. Ko bi rekel, Jure, pizda, mi smo šli še tako na dopustke z našimi kolegicami. Ja, pito vodo, ki si nervozen, ja? Ne, samo pač, kaj da ti rečem, le? Ne, te je bilo še zelo tvoja punca, kolege? Mislim. Ne bi imel nič proti, ne? Recimo kaj, da bi ona imela 2 kolega in ona in kolegica bi šli k tem 2 kolegom na dopust? Ja, mislim, to je zdaj odvisno, koliko časa so kolegi. To je tako zelo izpoštovanje. Veš, če je ta kolega ga spoznala med tem, ko je z mano skupaj, ala šum, nehajte biti tako dobri kolegi. Če pa so kolegi že veš vrsto let, pizda, ni na meni, veš. Ja, ga je poznala že odprej, recimo, ne? Dobro, to ni problema. Ni problem, torej tvoja punca gre lahko s kolegico k 2 kolegom na dopust. Ja, zato ker vem, kakšen ima relationship in če se poznajo že full časa, ja. Ja. Pizda, jaz kljub vsemu ne bi... Raje ne, ampak ja. Raje ne, ampak javno bom rekel, Jaki, če bom bil jaz v tej situaciji, da ne bom mogla mi reči, ole, kaj si ti rekel? Ne vem, jaz... Ja. Stvari bolj postanejo bolj kompleksne, kot bi človek mislil. Ampak zakaj je tako? Veš, Zakaj je tako? Kaj je to pol, da res ne zaupamo drugim okrog našega partnerja? Ti zaupaš svoji punci, veš, ti bi jo pustil, veš, da ne bi nič naredila. Veš, jaz bi tudi moji punci, ampak ona 2 tipa... Zakaj bi bila 2 tipa kolegica z 2 lepimi puncami? Kaj se to, ker hoče biti kolegi? Se to smo že ful odgovorili, pa če 2 tip noče biti samo kolega, what? Dobro, Jure, z našimi kolegicami, bil ti kaj več? Mislim, jaz osebno pač ne bi, lepo je biti kolega in to. Ti lažeš. Jaz tukaj mogoče malo lažem. Ne, pač alo na stran lovki, pač je lepo biti samo kolegi in se pač družiti. Ja, samo pol in kaj, veš. Čim bi ti namignila kolegica nekaj, kaj bi ti rekel ne? Ne, hvala. Odvisno, koliko je lušna kolegica. Recimo, da si samski in je ful lušna, bi rekel ne.
Mislim. Bi rekel ja, zato ker zoštorijo, zoštorijo. Ne, tako, če bi videl, da je ona dovolj zrela v smislu, da ajde, lahko se gremo mogoče nekaj zajebavati, ampak če slučajno nič ne rata iz tega, da smo lahko še vedno frendi, da smo pač toliko mačr, da veš ajde, smo frendi nazaj. Ma kaj je samo ja, kaj, okej, ja. Ne, kako se odkaj ta tvoja prijateljica z ženskami? Kaj? Koliko imaš ti ženskih prijateljic? A ne vem, nek par. 20? 30? Ne. Aj, rečemo 15. Reci piš. 15 kolegic. Aj. Če jih zberem na kup, po moje jih je enih 10-15. Aj. Kaj je, s temi ne bi imel nič s temi kolegicami? Ne. Ne, res, ne. Zakaj? Kaj ti niso privlačne? Ja, nisem moj tip. In zdaj vprašanje, kaj pa, če bi bila tvoj tip? Ne, kaj ti niso privlačne? Ne. Mislim, lušne pupe. Ampak pač, ne, niso zame. Torej ti niso privlačne? Ne. Okej. Torej, kaj veš, da si lahko prijatelj s puncami, ki ti niso privlačne? No, mislim, to definitivno. Aha, okej. Torej, vse tvoje kolegice v bistvu ti niso lepe? To sem rekel. Rekel sem, lušne so, vse so lušne. Samo ni pa, da bi imel kaj z njimi, ne? Ampak okej, kaj pa če recimo je punca, ki je lušna, ne? Dobro, če je kolegica, ki je moj tip in perfektna zame, valjda jo greš pecat, mono, what the fuck, valjda provaš narediti move, če je uno the girl zate. Veš, punca, perfektna. Če pa ne, pa jebat ga, ne? Ti nimaš nobene kolegice. Imam kolegice samo jaz, ne bi imel nič s temi kolegicami. Ja, no, simple as that, Jure. In zakaj ne bi imel nič? Imam punca. Pameten odgovor. Pa, jaz bi rekel nekaj drugega, se vidi, da si starejši in imaš izkušnje, lej. Pameten odgovor. Ne, mislim, to je ful tako... Ful je preveč deep, po moje to vse mi jemljemo, pač what the fuck si kolega, zuniki češ biti, ženska, moški in to, kaj ima veze. Veš, na koncu dneva, če oba dva neki čutista in hočete provat kaj več, greste provat, če je to cool, ste skupaj, bum, živiste srečno do konca svojih dni, če ni to, cool, ste nazaj frendi. Ali pa če ne moraš biti nazaj friend, pač okej, se več ne družite, simple as that, bum. Ja. Kaj ti imate kaj za ta punca, ki si rekel, da obstaja? Je šla lih v trgovino. Šta trgovino? Če te preklopim na računalnik, ki lahko zvrcnem. Ajde. Čakaj, preklopim na računalnik, da izvrcnem, ajde. Jure mi ne verjame, da imam punca, ne me jebat. Le, zdaj izvrcnem, sam da preklopim, evo, sekunde. Evo, zdaj sem prešaltal na računalnik, evo, zdaj jo kličem, dam na zvočnik. Ti mi ne verjame. Hočem video. Čau, dragi. Te motim. Sem lih v trgovini. Jure mi ne verjame, da imam punco, tako da prosim pozdravi ga. Živjo, Jure. Ti, ko pridemo, mislim, ko priješ nazaj, smo rekli, da gremo na en double date, če si za. Jure, si za en double date. Čekaj, da jaz ko obstajate že. Si za en double date, Jure. Da me zajebava zdaj. Si za double date. Gremo na double date, pizda, tip mi ne verjamemo, ona. Ja, veš da. Jure, double date, ja, ne? Ja? To je vse neki suspicious. Kje tip, stari, what the fuck? Lea, Matej zdaj govori s punco, be. Ti mi ne verjame, da govori s punco. Prisem, slušaj, če verjame, da je to. Ti mi ne verjame, da govorim s punco, ne me jebat. Povej mu od jagod in čokolade. Fak, moram iti. Čakaj sekunda, da pride punca od Jureta, da ji reče čau, je tam, Lea? To sem. Evo, na, pozdraviš še Leo. Živjo. Vidiš, ti mi ne verjame. Lea, kaj si za, da gremo na double date, pol, ko prijeste nazaj? Tako je. Evo, je rekla takoj. Je za? Ja. Takoj? Ja. Okej, ajde, zmenjano. Dobro, ala, dej, s čemu pol? Ajde. Da me nekaj zanima. Mua. To je fake. Čau, mua. Fake, stari. To je pravi človek.
Dobro, ampak v smislu, to je nekoga napisal. Ne vem, če je nekoga napisal. Misliš, da ne? Ne vem. Kje tip, stari? Kaj pizda? Luškan fant sem, simpatičen, zabaven. Kaj je tako težko verjeti, da imam punco, ne me jebat. Kaj zdaj tako gledaste? Ne bom. Boste šli, bomo šli na double date, boste spoznali. Prijetno. Okay. Malo je delovalo fake. Ma ni po mojem. Tak smisel kao? Ne. Dobro, če ne verjameste, jo zdaj še enkrat pokličem, ne me jebat, ala šu, stari, what the fuck. Marko, kaj je njen Instagram? Ne bom ti dal njenega Instagrama. Dobro, vedno preden gremo snemat podcast, damo na Instagram vprašanja in danes ste nas sprašali. Sprašali ste nas, Max.Pina, kdaj Rimanič dobi kakšno bejbo, čakamo zdaj že dosti časa, nač podcast ne na Obali, ampak v Sloveniji. Hecno vprašanje, ker bum, Rimanič se je zrihtal, bejbiko, in to bjondo. Manca_vandal, uporabljate seks igračke, če ja, katere? Jaz uporabljam samo moj lulek. Pa ti, Jure? Tudi. Dobro. Manca_vandal, korenček ali kumarce, če morate zbirati? Korenček. Kumarce. Dobro. Vas pozdravlja moja punca, zdaj pisala SMS, lepo jih pozdravi, se pozabila posloviti. Manca_vandal, koliko punc sta imela? Jure? Kaj, punc, smisel, da smo hodili z njimi. Ja, ne, fucking hčerk Mona. Ja, punc, ki si hodil z njimi. Kaj se šteje zdaj to? Jaz bi rekel... Rečemo 4. Jaz tudi, 4, lik sem preštel. Ja. Ok. Malo smo run through, ne? To je bilo to. To je bilo zadnje vprašanje. Dobro, nič. Matej, presenetil si me. Tip ne verjame. Kaj tip? Jaz bi dal en velik, ko bi rekel, shout-out za naš El Toro Steakhouse, najboljši burger na Obali. Pol imamo... Čaki, Jure, čaki. El Toro, rezervacije, nujno rezervirati, pokličite na 040 565 088 in si rezervirajte. Tako da najprej poklicati in pol iti tam na burger, člani burger. Pol imamo najboljšega barberja na Obali, Barbarian Squad, in še Anja Masaže, ki najboljše masira. Ja, to je to za to epizodico. Jure, lepo te bilo videti, lepo bilo poklepetati. Enako. Kdaj te vidimo, čez koliko časa? Čez en teden, ne? Čez en teden? Ja, čez en teden že. Ok. Ja, ne, čez en teden podcast, ne? A ja, to ne, jaz sem mislil, da ti priješ nazaj čez 2 tedna. Tako. Dobro. Ja, nič. Hvala, ker ste bili z nami. Jure, upam, da boš imel čim več sončka, ne? Mati moja. Ja, hvala. Ajde. Čau. Čau.